Lepo pozdravljeni v oddaji Moj dom. Danes bomo govorili, kako mladi pridejo na lažji način do svojega lastnega stanovanja. Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Moj dom. Danes je z mano Peter Slapšak, direktor družbe Elementum. Peter, pa se sam predstav, no, tako da bomo... Ja, hvala za povabilo, Tomas. Res je, v podjetju Elementum že 18 let smo fokusirani na možnost nakupa in odkupa zlata in srebra, se pravi plemenitih kovin. Ne nazadnje tudi v zadnjem letu zaradi višje inflacije, geopolitičnih nestabilnosti je zlato, srebro zelo zanimivo za slovenske vlagatelje in v bistvu vidimo povečano povpraševanje na tem področju. Tudi, če gledamo ožje, mogoče cena zlata v zadnjem letu je imela kar lep skok, enako tudi cena srebra. Ampak ne bi želeli to v bistvu gledati na kratkoročno obdobje, ne? Ker v bistvu smatramo, da pač vedno pri naložbah, ki nihajo, moramo se zavedati, da pretekli donosi niso garancija za prihodnje donose in ne razmišljati, kako lahko pa morda kakšne korekcije izkoristimo sebi v prid. Tako da v bistvu v podjetju Elementum res želimo predstaviti ljudem naložbo v zlato, srebro kot srednje do dolgoročno. In če tako gledaš, pa lahko marsikaj dodatno dosežeš. Ker veliko ljudi precenjuje, kaj lahko naredi v enem letu, na drugi strani pa podcenjuje, kaj lahko naredi v večjih letih, ne? In mislim, da to je pol tudi ta zanimiva tema, ki bomo danes malo pogledala. Zdaj, v studio sem te povabil zaradi tega, da narediva en predlog dava tudi bodočim našim mladim, ker nekaj moramo vedeti, tema današnjega srečanja je, kako omogočiti mladim oziroma kako mladi lahko pridejo enkrat do stanovanja. Ker danes je ena taka fama, bom rekel, govori si, mladi ne morejo več priti do stanovanja. Stanovanja so draga, težave, plače niso visoke. Se pravi, kako bodo zdaj mladi prišli do stanovanja, če pa vse tako drago, ne? Ampak sami vemo, zadnjič zelo skupaj sva bila na eni konferenci, ko je ena gospa izjavila, je rekla, ja, danes pa vsi bi rad vse imeli, pa bomo šli na dopuste, pa bojo imeli lepe avtomobile, seveda, potem je pa težko kupiti stanovanje, ne? Ampak dejansko je to res, danes ni več tako, kot je bilo včasih. Ona je rekla, mi nismo nikamor šli, mi smo samo varčevali zato, da bomo enkrat prišli do nepremičnine lahko, to govorila je pa v 70-ih, 80-ih letih prejšnjega stoletja, bomo tako rekli. Ampak kljub temu, res, ni lahko priti do stanovanja, danes se moraš imeti že v končni fazi, če hočeš tudi dobiti kredit, moraš imeti vsaj 20% lastnih sredstev, katere zahteva banka kot soudeležbo za to, da sploh dobiš kredit. In 20% glede na to, da so stanovanja po 300 000 evrov, da je nekaj normalno za eno tako manjšo družinico, je to, se pravi, moraš imeti že nekih 60 000 evrov. Veliko ljudi si dejansko pomaga, mladih, starši, seveda starši, imamo Slovenci še kar nekaj premoženja, in po bankah in v nepremičninah, in dejansko s to pomočjo staršev nekako lahko štartajo. Ampak midva se bova danes osredotočila na tiste, ki nimajo, ne vem kaj, starši privarčevanega denarja, lahko pa mogoče začnejo razmišljati že v mladosti svojih otrok, da se namensko daje kakšen del denarja na stran, mogoče raven za to, da bo enkrat lahko nekdo kupil svojo lastno nepremičnino. In evo. Ja, v bistvu kar zelo delim tvoje besede. Dejansko tudi jaz sem oče, imam dva otroka, 12 let pa 15 let, se pravi, in tudi jaz bi želel, da bosta se lahko osamosvojila, ker ne nazadnje tudi moja izkušnja je bila taka, da ko sem se osamosvojil, takrat šele res začneš živeti. Končno se zavedaš, bom rekel, tudi, da ni vse tako, kot si doma, da se vse samo naredi, da ni treba skrbeti za finance ponavadi, še kot otrok. Tako da se začne takrat nek
pravo življenje, ne. Tudi nisem imel mogoče te sreče, da bi starši mi dali stanovanje ali pa teh 20%, tako da enostavno moraš začeti iz nič, ne. Je res, da to ti bolj spremljaš, da 5 let nazaj ali pa danes, mislim, da je res, da težje prideš. Mislim, je dražje to sorazmerje med plačo pa višino stanovanj pa tako naprej. Ko slišim, da eno stanovanje stane 300 000 evrov, tudi meni se zdi to veliko v bistvu denarja, ne. Ampak to pomeni, da moramo samo se tega pol dodatno lotiti bolj načrtovano. Se pravi, in to nam ni v navadi. Verjamem, da v drugih evropskih državah, ki se s prijatelji pogovarjam, v Veliki Britaniji, v Nemčiji, v Franciji, Španiji, je v bistvu to veliko bolj planirajo, kako bojo, bom rekel, otroci prišli do stanovanja, ne. Pri nas je bilo to skoraj, da rečemo, samoumevno, precej dosegljivo bolj, in zdaj pa tako ni več in tudi verjetno nikoli več ne bo. To mislim, da se moramo zavedati. Tudi, bom rekel, glede na branžo, s katero se ukvarjam, se pravi varčevanje v zlatu, srebru, se veliko s tem ukvarjamo, ker lahko zelo lepo se poveže varčevanje v času mladosti otrok za nepremičnino v zlatu in srebru, s tem, da res pol lahko dosežeš cilje, no. Tako da jaz sem tudi pripravil določene izračune, jih lahko predstavim in pol mogoče to pokomentirava, ne. Ne, definitivno, ne, bova to, zato sva se danes dobila, da bova tudi nekako predlagala, kakšne so opcije, da se to naredi, a ne. Se pa tudi jaz strinjam s tabo, a ne, da dejansko v naših bolj severnih sosedih, a ne, je to nekaj samoumevnega. A ne, in mi smo pač prišli v to zgodbo, a ne. Ni več tistega poceni stanovanja, sploh tako, kot smo jih določene družine dobivali takrat v 90-ih letih po Jazbinškovem zakonu, a ne. Je pa še nekaj, bom rekel, a ne, smo tukaj Slovenci zelo hočemo imeti lastno premoženje, a ne. Ker v tujini, če gremo gledat, razmišljajo veliko o najemih, a ne. 50% rečemo je najemov, a ne, pri nas ni 20, a ne, ali pa rečemo, da jih je 20%. Se pravi, da smo kar bogati, lahko tudi tako rečemo, a ne. In mogoče ta težava mladi težko do stanovanj zajema en zelo majhen odstotek prebivalstva, a ne, ker pri nas je le že tako, da je ogromno nepremičnin, ki so na voljo, a ne, ki jih podedovamo, ki jih dobimo, in teh je tudi kar nekaj zaradi tega, ker danes ta rodnost, ki nam pada, a ne, da so samo po eden ali dva otroka, potem vemo, da nekako starša, ki prineseta premoženje v samo družino, nekako imata tudi potem naprej ga lahko to podarita oziroma ga dobijo otroca, ne. Tako da, ja, jaz bi kar mogoče začel zadevo, kdaj, Peter, bi predlagal, da začnemo razmišljati o tem, o prihodnosti, mogoče že mi starši, za lastne otroke. Ja, mogoče bi tudi to še pokomentiral, ta občutek, ker jaz sem imel to izkušnjo, sem živel v najemu, ne. In je tudi čisto okej, ker ko si mlad, ne veš, kje boš točno živel, ali boš živel v Sloveniji, ali boš živel v Ljubljani, ali v Mariboru, ali v mestu, izven mesta, ne. Tako da mogoče je dobro, da ima vsak mlad to izkušnjo in to fleksibilnost, ker če ti kupiš nepremičnino takoj, pol jo tle imaš, in če se ti spremenijo življenjske okoliščine, jo moraš spet prodati, ne, in je to dosti operative in dela in tako naprej. Tako da, ja, vsaka stvar ima svoje prednosti in slabosti. Zdaj nenazadnje kot, bom rekel, lastnik nepremičnine se veliko boljše pa počutim v bistvu, ne, ker vem, da je vseeno te noben najemodajalec ne more ven vreči, ker so se njemu okoliščine spremenile. Tako da iz tega vidika, po mojem mnenju, tudi glavni motiv nekoč si pol svojo lastno nepremičnino omisliti, ustvariti družino, ker nenazadnje tudi družina bolj kvalitetno živi, po mojem mnenju ali pa moji izkušnji, da ne bom posploševal, v lastni nepremičnini, ne. Tako da ja, kdaj potem začeti misliti pri zavarčevanju za lastno nepremičnino za otroke, ne. V principu bom rekel čim prej, ne.
ker dejansko daljše obdobje, ko imamo na voljo za varčevanje, več lahko privarčujemo. To je v bistvu čisto normalna logika in v bistvu tudi to možnost že imamo. Tudi v podjetju Elementum opažamo, da vedno več ljudi ne varčuje samo zase, ampak varčuje že tudi za otroke, ker imamo tako imenovan družinski zaklad, produkt, kjer lahko v bistvu varčuje mož, žena in pa za otroke, in za otroke lahko dodaja tudi babica, dedek in botre in tako naprej, strici, tete, in se to zelo lepo prijemlja, ne. Glede na to pa, da moč obrestnega računa se pa šele izkaže v kasnejših letih, ne v prvih 5 recimo, je pa ravno ta dolgoročno varčevanje tisti ključ, ki vas lahko res pripelje do uspeha, z manjšimi zneski. Peter, predlagam, da zdaj mi da malo zadihava, vzamemo zrak in po odmoru to zadevo pokaževa, predstava našim gledalcem. Ko gledalci, hvala in se vidimo po odmoru. Dragi gledalke, dragi gledalci, spet smo zdaj v oddaji Moj dom, z mano še vedno Peter Slapšak, direktor podjetja Elementum iz Šenčurja pri Kranju, ukvarja se z plemenitimi kovinami. Midva pa danes govoriva, kako poskušati omogočiti naši mladini, da čim lažje pridejo do svojega stanovanja. Nazadnje sva govorila, se pravi, da je, kaj je pomembno, a je najem ali nakup, se pravi, kot mladi je fajn tudi sam najem. Prvo, da sploh vidimo, kje se bomo ustalili. Pa kaj želiš, ne? Kaj želiš, koliko veliko družino boš imel, tudi to je pomembno, ne? Če boš s partnerjem sam, potem ne rabiš velikega stanovanja, če imaš pa kar nekaj otrok, rabiš pa večje stanovanje. Mogoče tudi ni neumno malo za najem, da se tudi partnerja spoznata bolje, kako živeti skupaj, ker mi smo imeli tudi v sami našem podjetju, ki se ukvarjamo s posredovanjem, velikrat, ko so starši otrok rekli, dajte nam za mojega sina, ki ima zdaj punco, najdete eno nepremičnino za najem, da bosta poskušala malo skupaj živeti, pa da vidimo, če sta sploh za skupaj, ker takrat se malo pokaže tudi drugi problemi, kakor pa drugi čas, ko se samo obiskuješ, ampak zanimiv pogled. Ja. Se strinjam, je to pametno. Kar nekaj primerov je bilo to že, ko so starši sami to naredili, so rekli, naj gresta v najem. Imeli so denar za kupiti nepremičnino za svoje otroke, ampak niso to hoteli narediti preden, ne vidijo, če sta res za skupaj. Tako da, ampak dajva mi da štartati, mi da se prej rekla, kdaj začeti varčevati, čim prej. Se pravi, odgovorni starši oziroma tisti, ki razmišljajo za svojo družino že naprej, mislim za svoje otroke, najverjetneje ob rojstvu začnejo to delati. Ja, kar nekaj jih v bistvu odpre varčevanje, se pravi skladišče za nakup zlata, srebra že kar ob rojstvu. Ampak mogoče toliko malo za občutek, kaj se lahko pričakuje pri zlatu, pri srebru, bi par statističnih podatkov povedal, ker ne nazadnje zdaj, če varčujemo na banki, pa da obrest, se pravi, da denar ni vezan, je praktično donosnost, obresti so približno do 0,5% na leto recimo. Če je to neko aktivno varčevanje, dolgoletno, večletno, je to 2, mogoče 2,5%, če se ne motim. Bilo je bistveno manj pred parimi leti. No, tako za občutek, nekje povprečje donosnosti na leto pri zlatu in srebru v zadnjih 20 letih je pa nekje 8 do 10%. S tem, da moramo se zavedati, da eno obdobje lahko več, drugo obdobje je manj, lahko je tudi negativno. Eno leto je bilo celo, bom rekel, znotraj enega leta 30% nižja cena, tako da res ne smemo gledati to kratkoročno. Je pa res, moramo se pa tako vprašati, ker če cena pade, pa če smo mi na strani kupca, potem lahko kupimo cnej, več zlata za isti denar. Tako da z tega stališča je to dobro poznati. In vsa nihanja izkoristiti sebi v prid. Pripravil sem en izračun, se pravi mesečnega varčevanja, 100 evrov
v 10 let oziroma 20 let. Ne? Zdaj, ne vem točen, kdaj se zdaj v povprečju otroci osamosvojijo ali pa grejo živeti na svoje, ampak mislim, da je bolj proti 30, ne bolj proti 20. Lahko povem iz zadnjega našega posla, ki smo ga imeli, ko smo prodali na novogradnjo. Raven danes so mi naredili v podjetju analizo in so rekli, da je povprečna doba kupcev v novogradnji je bila 30 let. Se pravi, pol nekje 30 let je realno obdobje varčevanja lahko za otroka. Ja, tako da jaz sem pripravil na 10 pa 20, pa mogoče lahko še dodatno naslednjič tudi za 30 let. Ampak recimo pri konkretnih nihanjih cen zlata in srebra, če bi vi varčevali samo 100 evrov mesečno v zlato, ne? Se pravi, skupaj plačaš 12 krat 100 krat 10 let, 12.000 evrov. In v tem obdobju bi privarčeval 21.800 evrov. Če bi 100 evrov plačal? 10 let. 10 let 100 evrov. Tako. Če bi varčeval pa 20 let 100 evrov, se pravi, bi vložil neto denarja 24.000 evrov, privarčeval bi 61.000 evrov. Ne? Se pravi, 10 let 21.800, 20 let 61.000. Dejansko, če rečemo, da sploh ne začneš pri rojstvu, ampak bi začel pri 10 letih razmišljati, bi pri 30 imel 61.000. Ko bi že nekako se ustalil, kaj pa kako. Ja, ker tudi z tega vidika, ne, se pravi, če res začneš iz nič, ne, s tem otroku vsaj omogočaš, da lahko dobi teh 20%, se pravi, če je glih pri 30 tudi v prvo službo šel, ne, pa nima akumuliranega premoženja, da lahko dobi kredit, ker banka, bom rekel, cirka 20% realnega denarja zahteva in za 80% pa dobiš lahko kredit. In zdaj pri 60.000 evrih, da je to 20%, pomeni, da je to stanovanje vrednosti 300.000 evrov, to pa ti bolj veš, kaj se pa že dobi za ta denar. Ne? To se pravi, ja, glejmo, ne? Če rečemo, zdaj smo gledali, 20 let 100 evrov, imamo 20%, ne? Se pravi 240 bi načeloma potem mogel vzeti kredita. Bančno pa, če tako na pamet malo izračunam zdajle, bi bilo kar pri 30 letih lahko vzameš kredit na 30 let, ne? Je to nekje 1000 evrov obrok mesečno potem sam obrok za odplačevanje kredita. Fiksna obrestna mera moramo vedeti, ne? To pomeni, da na začetka prve leta bo pač 1000 kar nekaj, potem inflacija dejansko pobira vrednost tega zneska. Pač moramo pa vedeti, da danes, glede na to, da so plače povprečje, smo že blizu 1600 evrov, se pravi, če to vzameta dva skupaj, to pomeni manj kot 1/3 mesečnega prihodka, kar je za povprečje svetovno, koliko se daje za nepremičnine mesečno, je nekako pridan za stanovanjske potrebe 1/3 svojih mesečnih prihodkov. In smo tukaj noter. Ampak zdaj sva nekako... Čeprav se nam zdi to vsaj meni velik, ampak zgleda realno, pa smo imeli v Sloveniji prej res lepe čase, ampak poceni nepremičnine. Ja, samo če gledamo, pa tudi najem je 1000 evrov za takšno stanovanje. Se pravi, dejansko plačuješ kredit, ampak zdaj smo mi da še nekaj pozabila. Zdaj mi rečemo, da to samo eni starši od enega partnerja to varčujejo. Po 100 evrov zadnjih 20 do 10 leta naprej. Se pravi, če se dobita dva podobna, kateri starši razmišljajo isto, kot sva mi da to predlagala, imamo 120.000 evrov. Oziroma, če so še malo bolj optimistična potem, če bi namesto 100 evrov dajali 200 evrov, je to 120.000 na enega plus 120.000 na drugega, je pa 240.000, kar je pa že v bistvu stanovanje, oziroma če na isto 300.000 gledava, je to potem še 60.000 kredita. Potem pa, če se umakneš malo iz strogih centrov ven, greš mečkam bolj na, rečemo, da ne gledaš stanovanja v Ljubljani, ampak se malo preseliš na kakšno periferijo, pa da ni ravno novo stanovanje, da je stanovanje nekaj rabljeno, se pa tudi za 240-250 dobi že lepo trosobno stanovanje. Tako da tukaj ni to težav za prvi del svojega življenja. Seveda je za majhne otroke, ko boš pa enkrat 40, boš pa spet nekaj privarčeval ali pa boš že nekaj odplačal kredita. Tako da
tukaj so variante res dobre, a ne, in na ta način bi se res dala, ne, če bi bili ljudje samodisciplinirani, a ne. Ja, res je, včasih mogoče doba 10-20 let se sliši zelo dolgotrajna, ne. V bistvu jaz pri sebi gledam tudi za otroke, varčujem na ta način. Zakaj se meni zdi primerno varčevanje v zlatu in srebru, je več stvari, ne. Eno je, ker si lahko fleksibilen, se pravi, ni treba, da skozi varčuješ 100 evrov, lahko kdaj manj, lahko kdaj več, lahko kdaj kakšen mesec ne vplačaš, pa ni nič kaj takega, se pravi, ni nobenih sankcij, pa v bistvu lahko tudi povečuješ skozi obdobje, ne. Tako da to, in pa recimo, ker pri otroku pač tudi prideš do določenih drugih življenjskih stopenj, se pravi, mu moraš kakšno izpit za avto sfinancirati ali pa kakšno šolanje 1 leto v tujini ali pa kakšne take ekstra stroške, tako da v bistvu je to en fond, ki se nabira zelo v redu. In če to gledamo pol na obdobje 30 let, dejansko z nekimi normalnimi zneski lahko zmoreš to na nek tak normalen način, ne. Je možno, če hočeš. Če te ne premami, ne, seveda, pol že nek kupček denarja, joj, kaj pa če bi zdaj jaz pa rajš nekaj drugega. En lep avto si kupil. Zato je dobro imeti plan, ne, res, in se tega plana držati, ker se pravi, najtežji je prvih 5-10 let, ne, pol je pa bistveno lažje, ne, in bistveno, bom rekel, rajš gledaš pol na premoženje, ki se je že ustvarilo, ne. S tem pa mogoče še to ena dobra lastnost, kakor sem rekel, ne, pri 15 letih otroci tudi že malo razumejo o denarju, ne, in če se ti pogovarjaš o tem, pa tudi poveš, da za njega varčuješ, pa da dedek varčuje za njega, ga lahko s tem tudi učiš o financah, ker finance so dejansko tabu tema, večina ljudi se jih ne želi pogovarjati o tem, tako da tudi to je en dober, bom rekel, razlog za to. Peter, mogoče tema finančna pismenost oziroma nepismenost bi bila lahko tema še malo v nadaljevanju. Jaz bi si rekel, da majčkeno si vzameva odmora. Dragi gledalci, dragi gledalke, mi se pa vidimo spet po odmoru, evo. Dragi gledalke, dragi gledalci, spet smo zdaj v oddaji Moj dom, z mano še vedno Peter Slapšak iz podjetja Elementum. Pogovarjava se o naložbah v plemenite kovine z namenom omogočiti mladim nakup stanovanja, ko enkrat se vežejo, ko se enkrat osamosvojijo in te zadeve. Končala sva prej Pri finančni pismenosti, pri finančni pismenosti, a ne. Mogoče je, a ne, ravno to, da jaz še izhajam iz bivše Jugoslavije, takrat sem odraščal, in nekako ta finančna pismenost je bila ena tabu tema, a ne, in raven zaradi tega nihče ni razmišljal, ker takrat je bilo do nepremičnine veliko lažje, a ne, kakor pa danes, a ne. Tako kot sem rekel, nihče ni razmišljal, sploh ne od mojih staršev, da mi je kdo varčeval za to, da bo jaz si lahko enkrat privoščil lastno stanovanje. Bolj so razmišljali to, da ko so zidali hišo, da so naredili eno nadstropje več, to bo pa še za otroke, a ne. Ampak danes je žal tako ni več, hiše se gradijo majhne, atrijske, teh dvostanovanjskih je veliko manj, nihče več ne gradi za otroke, ampak moramo pa razmišljati o drugi zadevi, kako omogočiti to stvar, rečemo finance, zato da bodo ti naši otroci lahko enkrat prišli do lastne nepremičnine, da jih ne bomo imeli ves čas na sebi. Tudi jaz imam sam 3 otroke, a ne, in nekako, bom rekel, ta najstarejša se je že osamosvojila, a ne, trenutno je v najemu, ker pač tako razmišlja, kakor midva razmišljava, a ne, in razmišlja pa seveda tudi to, da bo si lastno nepremičnino privoščila prej ali slej, a ne. Zdaj pa, prej sva govorila, da lahko ta mesečni vložek menjamo, a ne, glede na zmožnost in potrebe, bomo rekli, a ne. In že pred samo oddajo sva se pogovarjala, okej, otrok je star 10 let, pa do 20. leta, ko še študira, pa do 22. starši za njega dajo. Ampak pri 22, 23, 24, pa on dobi že svojo službo. Takrat, ko je naredil že fakulteto ali nekaj takega, ima službo tudi že dobro, a ne, če do tega. Dobro plačano. Oziroma srednja šola pri 18,
tudi že nekdo začne delati, a ne, pa lahko dodaja še več. In če računava, prej sva rekla, 100 evrov na 10 let dobimo. Ja, pri 100 evrih na 10 let vložiš 12 tisoč, privarčuješ v zlatu 21 21, se pravi, če bi to 5-kratnik dajal, ko imaš enkrat plačo, bi lahko 500 evrov dajal, ker živiš seveda še zbedno pri starših, a ne. Se pravi, smo kar enkrat na 100 tisoč evrih. Tako, kar je v bistvu lep znesek, ne? A ne, in točno to, a ne, kako zdaj to, komu dopovedati staršem, da začnejo učiti otroke, to je najbolj pomembno, a ne, ali tudi že te mlade pri 18, ko so že samosvoji, ker prvi dobijo že službe, in to dati vedeti, da ni vse samo zato, da se imamo lepo, a ne, in da se vozimo z lepim avtom, pa da hodimo na potovanja, da je mogoče dati 100, 200, 300, mogoče najbolj samodisciplinirani 500 evrov mesečno na stran, vlagati za to, da bomo enkrat imeli lastno stanovanje. Ja, mogoče je ena izmed idej, ne, je lahko tudi to, ne, se pravi, res je skozi obdobje, ko otrok raste, od 10 let naprej se z njim lahko pogovarjaš o denarju, ga učiš skozi žepnino, skozi nakupe za kolo, za računalnik, za kakšne take telefone nazadnje, ne, poveš, da varčuješ za njega, tako da v principu on spozna vrednost denarja, tudi ne nazadnje tudi različne naložbe, ne, denar na banki, kot odpre svoj prvi račun, zdaj je moj sin pri 15 prvi bančni račun odprl, se vpisal na študentski servis, da lahko tudi začne kaj delati kot dijak, študent, da kaj zasluži. Potem, ko se šola, logičen, pač naj se otrok fokusira na šolanje, ne, ampak lahko pa je ideja takrat, ko recimo pri 18 začne delati ali pa ko konča fakulteto pa začne delati in še živi doma, se ne nazadnje v bistvu lahko simulira najem, ne. Živeti doma, imaš tudi svoje prednosti, ne, hrano v hladilniku, zlikano perilo in tako naprej, ker moraš vse sam delati in kupovati, če živiš sam, ne. Zakaj ne bi ravno ta del sredstev za najemnino 500 evrov, tako kot si prej omenil, ali pa 700, kakor pač lahko, ali pa 300, se vseeno, namenjal res bolj intenzivno za potem svojo lastno nepremičnino ali pa kakšen drug cilj, ne. Peter, točno to, kar si zdaj omenil, se dostikrat naredi, veliko primerov poznam, ko starši svojemu otroku, ko dobi službo, začnejo zaračunavati najemnino, fiktivna najemnina, otrok daje 100, 200, 300 evrov mesečno za to, da je doma, živi, brezplačno, ampak ti pametni starši ta denar varčujejo in ko se on odloči osamosvojiti oziroma iti na svoje, kupiti stanovanje, mu ta privarčevalen denar dajo, poglej, to je pa za tebe. A ne, in zdaj tukaj je ta zgodba, da zakaj zdaj oni ga dajejo nekam na kup ali pa na račun, kjer dejansko inflacija pobira svoje in nič ne naredi ta denar. Peter, v vašem podjetju, če bi prišel nek starš k vam, boste svetovali, na kakšen način, pa kako, točno to, kar se mi da pogovarjava, da bi lahko začel na ta način. Ja, v bistvu zelo dobro izhodišče tudi, ker pomembno je, če varčujemo na dolgo obdobje, na kakšen način varčujemo, ne? Ker vemo, da inflacija požira kupno moč denarja. Čisto zanimiv podatek, lansko leto je evro preživel 25. obletnico obstoja in bom rekel, v tem obdobju 25 let je izgubil glede na zlato več kot 90%. Ne? Se pravi, če bi varčevali samo v evrih plus z kakšne določene obresti, pa vemo, da je bilo zelo dolgo obdobje z negativnimi obrestmi, vprašanje, koliko veliko res realno lahko privarčuješ, ne? Zato bom rekel, imamo možnost in z veseljem tudi predstavimo staršem in otrokom, ne, kako je možno varčevati v zlatu in srebru, tudi za otroke, tudi za starše, ker kakor je varčevanje za otroke 20-30 let, zanimivo je tudi varčevanje recimo za pokojninski cilj 20 do 30 let ali pa celo 40, ki delamo 40 let aktivno, zelo zanimiv cilj varčevati v zlatu in srebru, ne. Pa mogoče kot zanimivost ali pa trenutno situacijo na trgu lahko povem,
ker večinoma so se zdaj pogovarjala v zlato, ne. Tudi srebro je zelo zanimiva naložba, res je, da je malo bolj intenzivna je niha navzgor in tudi navzdol, ampak v tem trenutku ocenjujemo, da je srebro zelo perspektivna in bolj podcenjena naložba kot zlato. Pa bom povedal par podatkov. Na leto se nakoplje samo 7-krat več srebra v tonah, kakor zlata, ne. Spravi, če je nečesa 7-krat več, po eni taki, bom rekel, kmečki logiki bi mogli biti 7-krat cenej, ne. Ampak trenutno srebro ni 7-krat cenej, ampak je kar, pa tudi ni 77-krat cenej, ampak je preko 90-krat cenej od zlata, ne. Tako da je smiselno, glede na to, da se srebro porablja v industriji, v solarnih panelih, v elektroniki, zdaj tudi nenazadnje v vojaški industriji bo zelo velika poraba, da niso našli nekih novih nahajališč v zadnjih 20 letih, da je smiselno mogoče poleg zlata dati poudarek tudi na srebru, kjer lahko s posebno strategijo s srebrom kupite več zlata. Tako da na področju plemenitih kovin je zelo zanimivo, če dobite več informacij, se vam zelo odpre en drug spekter in verjamem, da na zelo preprost način lažje potem z istim vložkom pridete do boljšega rezultata. To pomeni, da sva se midva prej pogovarjala o konzervativni naložbi, lahko pa to konzervativno naložbo naredimo bolj aktivno, kjer gledamo še razliko med srebrom pa zlatom, to razmerje. Ker to sva se tudi prej pogovarjala, da to razmerje je pa ves čas se spreminja, ne? Tako, ja. V bistvu to, ki so se pogovarjala, je konzervativnejši vidik in mogoče za nekatere je celo to sploh ne konzervativni, je to nekaj čist novega, ne. Ampak je pa ta izračun bil narejen na konzervativni. Na zlatu, tako, ja. Tako da pri srebru, pri kombinaciji, ko gledamo ne samo cene, ampak tudi sorazmerja, pa lahko, seveda ne na kratki rok, ampak na srednje do dolgoročno obdobje, kakor je 10, 20, 30 let, lahko pa še boljši rezultat dosežeš. Ob tem, da so sredstva vedno likvidna, se pravi, če bi rabili denar, ne rabite 10 let čakati obdobje ali pa kdaj vežeš na 5 let, kadarkoli lahko v bistvu do teh sredstev prideš. Peter, vidim, da smo mi to kar obdelali, to zadevo, za več informacij tako lahko pokličejo, pridejo Elementum, ampak so pa tudi ugotovila, da ni trenutna situacija tako grozna, kakor nam jo pa predstavljajo nekateri, da mladi ne morejo priti do stanovanja, dejansko z razmišljanjem in samodisciplino in pa seveda z varčevanjem na pravi način, tudi to pride do stanovanja ni tako težko, a ne? Ja, tudi v bistvu sam zdaj prihajam do spoznanj, ker vzameš v bistvu računalnik v roke, pa kaj delaš preračune, da ni tako kritično, kakor se mogoče zdaj ta govori, ampak je pa res, da moraš sistematsko začeti na tem delati. Tako. Dragi gledalke, dragi gledalci, prišli smo do konca naše oddaje, lahko bi govorili še kakšne minute, ker je zanimiva tema, ampak če boste pa želeli kaj več, lahko pokličete v podjetje Elementum, vam svetujo, mi z njimi sodelujemo, tudi kar se tiče nepremičninskega dela, tako da lahko naredimo dobro svetovanje, tudi individualno. Lepo pozdravljeni.